Danes v Pomurskem dnevniku. Drsališče vendarle bo. Akcija Dnevi cepljenja. Pošiljka knjig. Pisma že na poti k Božičku. Jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Kljub prvim napovedim, da zaradi epidemiološke situacije letos drsališče v Murski Soboti ne bo, so na mestni občini danes podpisali pogodbo z izvajalcem del. Drsališče na Slovenski ulici bo tako predvidoma svoja vrata odprlo 27. decembra in obratovalo vse do 27. januarja prihodnje leto. Tudi letos bo vstopnina brezplačna. Vodja oddelka za negospodarske dejavnosti na mestni občini v Murski Soboti nam je zaupala, zakaj so si na občini premislili. Na mestni občini Murska Sobota spremljamo tudi epidemiološke razmere v občini in odločili smo se, da zaradi izboljšanja stanja tudi letos postavimo drsališče. Tudi številni občani so že spraševali, kako bo letos z drsališčem. Kar sprašuje predvsem mladi pa mamice teh otrok, da kdaj bo drsališče, ker si otroci tega želijo. In mi imamo sedaj prenovljeno Slovensko ulico in želimo tudi mesto središče še bolj oživiti. Tam je tudi praznično okrašeno in mislim, da bodo tudi naši najmlajši, pa tudi starejši zelo zadovoljni, da se bomo tudi letos odločili za odprtje drsališča. Epidemija koronavirusa pa vseeno ni pretirano otežila organizacije drsališča. Zaenkrat je toliko, da je premaknitev, pa ne bo posebnih praznovanj in pa božičnega sejma ob drsališču, kot je bila navada, in pa različnih aktivnosti, ki smo jih imeli predvidenih. In kako bo z obratovalnim časom? Med tednom bodo do četrtka in pa v nedeljo, od ponedeljka do četrtka in nedeljo obratovalo od 10. ure do 20. ure, v soboto, petek in pa v soboto pa od 10. do 22. ure. Vstop na drsališče je tudi letos prost. Kar se pa tiče cene samega postavitve in najema drsališča, pa je letos okrog 72 000 evrov. Iz mestne občine Murska Sobota so sporočili, da bo Slovenska ulica na območju od križišča z Zvezdno ulico do krožišča pri Zvezdi zaprta za promet. Zapora zaradi postavitve drsališča bo veljala od 20. decembra do 31. januarja. Zaradi zapore bo veljal tudi obvoz mestnega avtobusa. Linija Sobočanec 1 bo v tem obdobju potekala po Gregorčičevi ulici. V petek je potekala novinarska konferenca o aktualnem stanju glede epidemije koronavirusa, na kateri so sodelujoči tokrat posebej izpostavili akcijo Dnevi cepljenja. V času akcije so cepilni centri po Sloveniji odprti od 8. do 20. ure. V vsaki statistični regiji pa je en cepilni center oziroma cepilno mesto odprto tudi po noči od 20. do 8. ure zjutraj. Glavni cilj akcije je, da v Sloveniji dosežemo čim boljšo precepljenost. Vse aktivnosti pa so prilagojene lokalnemu okolju, kajti vsako lokalno okolje oziroma občina ima svoje specifike in prav je, da seveda jih naslovimo ravno preko lokalnih okolij, preko društev, preko nevladnih organizacij, preko vseh lokalnih zdravstvenih organizacij in seveda civilne zaščite ter Rdečega križa. Glavni cilj vseh teh ekip v družbi na lokalnem nivoju pa je povsem iskren. Doseči in preseči čim boljšo precepljenost, kajti samo ta nas pelje skladno z našim sloganem v varno in zdravo leto 2022. Poveljnik Republiškega štaba civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan je ob tem poudaril, da je cepljenje edini ukrep, ki bo lahko pripeljal do tega, da bomo epidemijo uspešno obvladali. Zato podpiram akcijo Dnevi cepljenja in sem se tudi pridružil ministru Poklukarju na koordinacijah z župani po statističnih regijah. Prepričan sem, da bo velika večina županov izkoristila možnost, da akcijo podprejo in organizirajo s pomočjo zdravstvenih domov in vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki jih imajo v lokalnih skupnostih. Kljub dejstvu, da nimamo aktiviranega državnega načrta za ta primer, imajo župani za to potrebno normativno podlago in to je v 98. členu Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Če bodo potrebovali in seveda zaprosili za pomoč iz regijske ali državne ravni, pa jim bomo z veseljem pomagali z vsemi resursi, s katerimi razpolagamo. Vesel pa sem v teh dneh pozitivnih poročil, ki jih prejemam v pripravah na dneve cepljenja. Prejemam jih seveda od mojih regijskih poveljnikov, saj to pomeni, da gredo stvari v pravo smer. Minister Poklukar je ob koncu novinarske konference napovedal tudi, da bo na vladi odprl razpravo o omejitvi veljavnosti evropskega digitalnega covidnega potrdila. V petek so iz osnovne šole Angela Besednjaka v Univerzitetni klinični center v Maribor poslali knjige, ki so jih v tednu otroka pod okriljem projekta Pogum zbrali in prispevali učenci, ter jih opremili s posvetili z željo, da nekomu polepšajo dan. Knjig in voščilnic so bili na kliniki za pediatrijo v Mariboru zelo veseli. Otroci smo zbirali knjige in izdelovali voščilnice. Izvolite. Najlepša hvala ti, Ana. Učenci so se kar sami odločili, da bodo pomagali tistim otrokom, ki bodo zaradi bolezni božič preživeli v bolnišnici. Osnovna šola Angela Besednjaka že drugo leto in pol sodeluje v projektu Pogum. Pod njegovim okriljem smo želeli pokazati, da je naša osnovna šola en nenadomestljiv del lokalne skupnosti. Ko smo učenci 3 leta nazaj vprašali, kaj želijo, vsaki želimo pomagati. Tako da smo se odločili, da bomo pomagali širši skupnosti. V tem letu, torej v zadnjem letu projekta, smo se odločili, da ponovimo dejavnosti, ki so jim bile najbolj všeč. In to je bila ravno zbiralna akcija in donacija knjig in izdelava in predaja voščilnic. Najlepša hvala. Naša klinika se je s tem obogatila svojo zbirko, ki bo zelo prišla prav našim bolnim otrokom, da se bodo lahko malo kratkočasili v tem času. Na dan odprtih vrat šole so izdelali še božično-novoletne voščilnice, ki so jih prav tako namenili otrokom, hospitaliziranim na kliniki za pediatrijo v Mariboru in jim tako polepšali prihajajoče praznične dni. V Moravskih Toplicah se te dni odvijajo čarobne decembrske zgodbe. V sklopu teh so v Božičkovi pisarni na tamkajšnji praznični tržnici zbirali pisma otrok, ki so jih danes odposlali na Božičkovo pošto. Vse podrobnosti o dogajanju v Moravskih Toplicah pa nam je izdal poštni palček po imenu Fritz. Sem palček Fritz in danes bomo vašo pošto odposlali v selo k Božičku na Goričko, od tam naprej pa na severni pol in potem bo seveda Božiček prišel in vas obdaril z vsemi tistimi lepimi željami, ki ste jih zapisali v naša pisma, ki jih pa bomo seveda zdaj spakirali, da bodo res prišla na pravi naslov. Otroci so si sicer morali zaželiti nekaj nematerialnega, kljub temu pa je prispelo veliko pisem. Takole, dragi otroci, no pa poglejmo, kaj vse se je nabralo v tem našem nabiralniku lepih želja in pa pisem iz Božičkove pisarne tudi v Moravskih Toplicah. O, poglejte, kakšna gora pisem. Tako, zdaj jih bomo lepo spakirali. Naš poštar je že tu in seveda lepo pakiramo vsa ta pisma, da bodo prišla res na pravi naslov. Kakšne lepe želje, kako pisana pošta je vsega tega, samo da ne bomo katero pozabili, tako. In imamo še en kup teh pisem, neverjetno, koliko se jih je nabralo. Palčki so pisma, preden so jih predali Božičku, še prešteli in sortirali. Ob koncu pa so vsem zaželeli še: vsem skupaj želimo vesele božične in novoletne svetke! Strokovni svet zdravstvene nege Splošne bolnišnice Murska Sobota je prejšnji teden v četrtek za pomočnico direktorja za zdravstveno nego potrdil Natašo Kreft, ki je doslej opravljala vlogo vršilke dolžnosti. Program Nataše Kreft so podprli vsi člani strokovnega sveta, njeno imenovanje pa je potrdil tudi direktor bolnišnice Daniel Grabar. Kreftova je v svojem programu izpostavila pomembnost strategije razvoja in zadržanja kadrov zdravstvene nege, se zavezala za pridobitve koncesije visokošolskega programa zdravstvene nege v Pomurju, več kadrovskih štipendij za srednješolsko in visokošolsko izobraževanje programov zdravstvene nege, stalno izobraževanje zaposlenih, okrepitev sodelovanja s primarno ravnjo zdravstva in domovi starejših v Pomurju. Pri vsem tem pa je kot glavno vodilo poudarila skrb za izvajanje kakovostne in varne zdravstvene nege, osredotočene na pacienta. Grabar je ob potrditvi dejal, da je prepričan o nadaljnjem dobrem sodelovanju, pri čemer na prvem mestu ostaja visoko strokovna in kakovostna obravnava pacientov.
Na spletnem portalu Sobota Info danes med drugim poročajo o obnovi Majnlovega gradu v Črncih, ki je trenutno v zelo slabem stanju. Več zanimivih vsebin pa lahko najdete na sobotainfo.com. Jutri bo delno jasno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli pretežno jasen dan s temperaturami okrog 1 stopinje Celzija. Opoldne smo v Murski Soboti in v Radencih namerili 1 stopinjo, v Lendavi 6, v Krajinskem parku Goričko pa -2 stopinji Celzija. Jutri se bo od jugozahoda postopno pooblačilo, le na severovzhodu bo ostalo delno jasno. Predvsem na severnem Primorskem in Notranjskem bodo popoldne rahle padavine, v višjih legah severne Primorske in na Notranjskem kot rahel sneg. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od -7 do -5 stopinj, dnevne pa okoli 4 stopinje Celzija. V sredo bo v gorah in ponekod na severu in vzhodu še delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. V četrtek bo pretežno oblačno, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale okoli -6 stopinj, dnevne pa od 1 do 3 stopinje Celzija. To pa je tudi vse, kar smo imeli za vas pripravljeno v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij lahko najdete na naši spletni strani www.tvidea.si. Ostanite v naši družbi še naprej in nasvidenje do jutri.